Za blestelčicami in neomajnim nasmehom na rdeči preprogi se skriva temnejša, manj uglajena zgodba. Intervjuji, ki so nekoč poudarjali očarljive osebnosti in dobrodelne ustanove, zdaj napovedujejo vznemirjajoče resnice in skrivna življenja. Številka 20. Martin Shkreli je postal znan kot eden najbolj osovraženih poslovnežev v Ameriki. Pogosto ga imenujejo Pharma Bro, kar namiguje na veliko farmacijo in njegovo tesno povezanost s farmacevtsko industrijo, zaradi njegove sporne odločitve, da je zvišal ceno življenjsko pomembnega zdravila. Shkreli se je rodil v Brooklynu, albanskim staršem, ki so bili potomci plemena Shkreli. Obiskoval je srednjo šolo, Hunter College High School, in prejel svojo diplomo. Nato je obiskoval Baruch College, kjer je diplomiral iz poslovne administracije. Deloval je na področju financ in svojo izkušnjo kot upravljavec hedge sklada je izkoristil za vstop v farmacevtsko industrijo. NATO je ustanovil Retrofed in Turing Pharmaceuticals. Čeprav je bil že prej veljal za sporno osebnost, je Shkreli povzročil še več nezadovoljstva leta 2015, ko je zvišal ceno življenjsko pomembnega zdravila. To zdravilo je bil Daraprim, antiparazitik, ki se uporablja za zdravljenje toksoplazmoze. Povišanje cene ni bilo majhno. Cena se je zvišala za 5000%, z $13.50 na $750 na tableto. To je bil škandal, ki so ga omenili tudi v njegovem intervjuju za Bloomberg istega leta. Generalni direktor je zagovarjal zvišanje cene in trdil, da bo ta odločitev omogočila razumen dobiček. Prav tako je trdil, da je to postavilo temelje za prihodnji razvoj farmacevtske industrije. Sprva je trdil, da bo kot odgovor na kritike znižal ceno za 50%. Vendar je bilo v intervjuju za Bloomberg jasno, da se to ne bo zgodilo. Shkreli se je pojavil v še več intervjujih za Bloomberg, kjer je branil svojo odločitev in bil vse bolj frustriran. Na neki točki je iz frustracije povedal intervjuvalcu, da je o tej temi že govoril na prejšnjih sestankih. Prav tako je izjavil, da je bilo zvišanje cene altruistično, nesebično in da ni bilo storjeno zaradi osebne koristi. Nekaj mesecev po intervjuju so ga aretirali zaradi obtožb o goljufiji. Do aretacije je prišlo po preiskavi njegovega delovanja v podjetjih MSMB in Retrofin, ki je razkrila, da je svoje podjetje vodil kot Ponzijevo shemo, pri čemer je uporabljal kasnejša podjetja za poplačilo vlagateljev, ki jih je prevaral. Po 2-letnem sojenju in preiskavi je Shkreli dobil 7 let zapora in moral svojim žrtvam povrniti $64 milijonov. Številka 19. Ameriško rojeni britanski novinar Boris Johnson je bil drugi župan Londona od leta 2008 do 2016. Od leta 2016 do 2018 je delal kot zunanji minister pod Theresa May, predsednico vlade. Neto kasneje je politik iz konservativne stranke postal predsednik vlade Združenega kraljestva. Do leta 2022 se je Johnson znašel v središču velikega škandala, ki je postal znan kot Partygate. Partygate je bila serija skrivnih družabnih srečanj, ki so potekala na Downing Street številka 10 in v drugih vladnih stavbah med zaprti v letih 2020 in 2021, kar je neposredno kršilo takratne omejitve v Združenem kraljestvu. Dogodki so vključevali zabave za osebje, rojstnodnevna srečanja in poslovilne zabave. Ko so novice o teh domnevnih srečanjih prišle v javnost, je bila sprožena preiskava in metropolitanska policija je odkrila do 12 dogodkov, ki so se zgodili v omenjenem obdobju. Za kršitve je bilo izrečenih do 6 glob, vključno z eno za Johnsona. Afera Partygate je povzročila javno ogorčenje in omajala zaupanje javnosti, kar je vodilo do pozivov k odstopu predsednika vlade. Do septembra leta 2022 je Johnsona zamenjala Liz Truss. 2 leti kasneje, oktobra leta 2024, se je Johnson z novinarjem ITV News Tomom Bradyjem pogovarjal v intervjuju pred izdajo svojih spominov z naslovom Unleashed. Prav med tem intervjujem je izrazil obžalovanje zaradi svojih prejšnjih nastopov. Posebej se je nanašal na opravičila, ki jih je izrekel v zvezi z afero Partygate in dejal, da se je preveč in po nepotrebnem poniževal. Johnson je trdil, da so opravičila le potrdila obtožbe. Pojavil se je še v več drugih intervjujih, kjer je še naprej zanikal določene obtožbe, vključno s tistimi o neprimernem vedenju. Prav ta zanikanja in umaknjena opravičila so naredila intervju na ITV in njegove kasnejše nastope še posebej neprimerne. Leta 2025 so v javnost prišle Borisovi dosjeji, zbirka poslovnih dejavnosti in aktivnosti Borisa Johnsona.
Vsebina in pomen teh datotek sta neposredno nasprotovala njegovim zanikanjem in trditvam, ter celo prisilila upolovitev opravičil. Izkazalo se je, da je nekdanji britanski premier uporabljal osebje, financirano z davkoplačevalskim denarjem, in letni dodatek za javne dolžnosti v višini 115.000 funtov za zasebne poslovne podvige, vključno z donosnimi angažmaji po odhodu z položaja in lobiranjem. Natančneje, ugotovljeno je bilo, da sta bila davkoplačevalski denar in PDCA uporabljena za organizacijo srečanj s savdskimi uradniki in celo s takratnim venezuelskim predsednikom za zasebne poslovne dogovore. Po dokumentih se je Johnson ukvarjal s spornimi praksami zaslužka, kar je spodbudilo preiskavo britanskega svetovalnega odbora za poslovna imenovanja. Namiguje se, da je Johnson izkoriščal svoj položaj za osebno korist. Javnost je pozvala, naj se mu odvzame dodatek nekdanjega predsednika vlade, dokler se zadeva ne razjasni. Številka 18. Podjetnik, ustanovitelj in izvršni direktor se je rodil v Washingtonu, D.C. leta 1984. Bila je hči ameriškega delavca na področju državne pomoči in uslužbenca kongresnega odbora. Holmesova je bila opisana kot nerodna, a domiselna otrok. Imela je nekaj prijateljev in se običajno držala zase. Odraščala je in postala ustanoviteljica ter izvršna direktorica podjetja Theranos Incorporated, podjetja za testiranje telesnih tekočin. Leta 2014 so jo razglasili za najmlajšo milijarderko, ki je premoženje ustvarila sama. Le nekaj manj kot leto dni kasneje pa je postalo precej očitno, kako je Holmesova dosegla tak uspeh. Sredi leta 2015 so se govorice razširile, da je bila tehnologija za testiranje podjetja Theranos nefunkcionalna, vključno z napravo Edison, ki je bila dolgo predstavljena kot revolucionarni stroj. Tistega oktobra se je Holmesova pojavila v oddaji Mad Money na CNBC-u, kjer je razpravljala o obtožbah glede tehnoloških neuspehov. Generalna direktorica je odločno zanikala trditve Wall Streeta in so jo citirali z besedami, ki jih je izrekla Jimu Cramerju. Najprej mislijo, da si nor, potem se borijo proti tebi in nato nenadoma spremeniš svet. Nadaljevala je, da je lastniška tehnologija podjetja popolnoma delujoča in namignila, da se je Wall Street Journal za svojo zgodbo zanašal na nezanesljive ali zavajajoče vire. Holmesova je izpostavila prostovoljne predložitve podjetja Theranos agenciji FDA in študije, ter oboje uporabila kot dokaz za podporo svojim trditvam o natančnosti in za prikaz, da so poročila o napačnih testih napačna. Kljub temu široko objavljenemu intervjuju so različna podjetja začela umikati se iz partnerstev s podjetjem in naložb van. To sta vključevala Walgreens in Safeway, dve podjetji, ki ju je Holmesova omenila v svojem intervjuju za CNBC in izjavila, da sta še vedno neomajna podpornika podjetja Theranos. NATO so preiskave Centrov za storitve Medicare and Medicaid ugotovile, da laboratorij podjetja Theranos v Kaliforniji ni izpolnjeval zveznih standardov in da so bili pacienti v neposredni nevarnosti. Kot odgovor so številni partnerji in vlagatelji prenehali pošiljati laboratorijske teste in začasno ustavili vse storitve podjetja Theranos. Kot težava z laboratorijem v Kaliforniji ni bila ocenjena, je Center za storitve Medicare and Medicaid zagrozil, da bo Holmesovo in podjetje Theranos izključil iz laboratorijske dejavnosti. Sredi leta 2016 so uresničili to grožnjo in Holmesovi prepovedali lastništvo in upravljanje kakršnih koli testiranj vitalnih tekočin za naslednji 2 leti. V naslednjih letih se je podjetje Theranos soočilo z več tožbami, v katerih so trdili, da je podjetje prodalo milijone testnih naprav po celotnih Združenih državah, hkrati pa prikrivalo in napačno predstavljalo ključna dejstva o njih. FBI in Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo sta začela preiskavo Holmesove in podjetja, leta 2018 pa sta njo in nekdanjega operativnega direktorja Ramesha Balvanija obtožila goljufije. Podjetje je lažno pretiravalo glede natančnosti tehnologije. Kasneje je bila obsojena na 11 let zapora zaradi 3 točk elektronske goljufije in 1 točke zarote za elektronsko goljufijo. Med kazenskim sojenjem je bilo več intervjujev, vključno z oddajo Mad Money na CNBC-u, uporabljenih kot dokaz proti Holmesovi, da bi dokazali, da je napačno predstavljala tehnologijo in vztrajala, da podjetje deluje v okviru zakonskih omejitev, kar naredi njeno samozavest in zanikanje v intervjuju še posebej zaskrbljujoče. Neto vrednost Holmesove je bila od takrat ponovno ocenjena na $0. Številka 17. Od leta 2000 do 2003 je bil Shia LaBeouf najbolj znan kot Louis, lik z razmršenimi lasmi v seriji Even Stevens na Disney Channelu. Leta 2003 je doživel svoj prvi veliki preboj, ko je bil izbran za vlogo v uspešnem filmu Luknje. Njegov prehod na veliko platno je bil nato brezhiben. Isto leto je mladi igralec zaigral še v 3 filmih, med drugim v Butec in Butec, Charliejevi angelčki in Bitka za Shaker Heights. Od takrat naprej je prejel nekaj izjemnih kritik in bil pohvaljen za vloge v več znanih filmih. Ni trajalo dolgo, preden je postal znano ime v vsakem domu.
Toda podobno kot pri nedavnem vedenju Kanyeja Westa, je tudi igralčeva kariera strmo padla, ko je začel kazati vse bolj nepredvidljivo vedenje. LaBeouf se je večkrat pojavil v oddaji The Late Show z Davidom Lettermanom, kjer je pogosto govoril o svojem nenavadnem vedenju. Leta 2009 je Lettermanu povedal, da so ga obtožili nedovoljenega vstopa po incidentu na njegov 21. rojstni dan. Leta 2011 se je ponovno pojavil v oddaji, kjer ga je Letterman vprašal o določenem prizoru iz filma, v katerem je igral glavno vlogo. Nepričakovano je LaBeouf na vprašanje reagiral obrambno. Leta 2013 se je igralec vrnil na oder oddaje. Tokrat je jecljal zaradi domnevnega spora, ki ga je imel z Alexom Baldwinom, kar naj bi bil tudi razlog za njegovo odpustitev iz broadwayske igre Sirote. Po besedah LaBeoufa sta bila tako on kot Baldwin impulzivna posameznika in sta se zaradi te skupne lastnosti na snemanju sprla. Morda je prav ta namig na impulzivnost po naravi povzročil, da so gledalci ta intervju kasneje videli v drugačni luči po nadaljnjih dogodkih. Igralčeva izjava so jo bolj razumeli kot opozorilo, ki je vplivalo na več kot samo filmske sete. Preostanek leta 2013 je še naprej kazal nenavadno vedenje tako na zaslonu kot izven njega. Kasnejši dogodki so vključevali izid kratkega filma, za katerega je LaBeouf da je njegov. Gledalci pa so ugotovili, da je bil plagiat. Zgodbo je v resnici napisal Daniel Close, ki pa ni bil naveden kot avtor. Februarja 2014, le 2 meseca po izidu filma in velikem negativnem odzivu javnosti, se je igralec pojavil na rdeči preprogi filmskega festivala v Cannesu s papirnato vrečko na glavi. Na njej so bile napisane besede "Nisem več slaven". Kmalu zatem se je udeležil tiskovne konference za promocijo filma Nymfomanka na Berlinalu. Sredi konference je LaBeouf citiral nogometaša Manchester Uniteda Erika Cantona z skrivnostnim stavkom. Ko galebi sledijo ribiški ladji, je to zato, ker mislijo, da bodo sardine vržene v morje. Nato je jezno zapustil stavbo. Kmalu zatem se je vrnil tudi trik s papirnato vrečko, saj se je igralec pojavil v sobi umetniškega prostora v Los Angelesu. Obiskovalci so lahko z njim komunicirali in pri tem uporabljali različne rekvizite. Tistega junija so LaBeoufa pospremili iz občinstva med predstavo na Broadwayu, potem ko je stopil na oder in zagrabil enega od igralcev, Alana Cumminga. Zaradi tega je večer preživel v zaporu. Naslednjih nekaj let se je ta vzorec ponavljal. LaBeouf bi odšel z intervjujev, uprizoril nekakšen barbarski nastop, izdal javno opravičilo, pripravil novo umetniško predstavo, nato pa se obnašal tako nepredvidljivo, da bi bodisi zaskrbel ljudi okoli sebe ali pa bi ga vklenili in odpeljali v pripor. Sčasoma bi ga ta impulzivna osebnost, o kateri je govoril z Davidom Lettermanom, pripeljala do katastrofalnega konca. Na začetku letošnjega leta se je LaBeouf soočil z več obtožbami zaradi napada po nasilnem incidentu, ki se je zgodil med Mardi Gras v New Orleansu. Po navedbah prič naj bi tistega večera udaril več ljudi, prav tako pa naj bi jim izrekel več žaljivk. Sodnik, ki je vodil kazenski proces, je od takrat še LaBeoufa označil kot tveganje za javno varnost. Številka 16. Sir James Wilson Vincent Saville, bolj znan kot Jimmy Savile, se je rodil v Leedsu v Angliji. Med drugo svetovno vojno je kot najstnik delal v rudnikih premoga, kjer se je po rudarski nesreči hudo poškodoval. Kasneje je postal upravitelj plesne dvorane. Kasneje je postal splošno znan zaradi svojega dela kot britanski zabavljač, DJ in ekstravagantna televizijska osebnost. Najbolj je bil znan po svojih platinastih laseh, ogromni cigari, ki mu je visela iz ust, in ekscentričnih trenirkah, ki jih je rad nosil. Pohvalili so ga tudi zaradi njegovega norega komičnega sloga. Vendar je po njegovi smrti Savilovo ime postalo manj povezano s komedijo in bolj s podlostjo. Savile je bil voditelj svoje lastne oddaje Jim'll Fix It. V oddaji so otroci pisali Savilu in ga prosili, naj jim izpolni sanje na nacionalni televiziji. Med bolj znanimi epizodami je Savile organiziral, da je skupina tabornikov preživela dan v zabaviščnem parku Blackpool Pleasure Beach, kjer so se lahko vozili z vlakcem smrti. V drugi epizodi je mladi gledalec dobil priložnost igrati bobne s skupino Adam and the Ants. Drugega oboževalca so pripeljali, da je spoznal skupino Iron Maiden in Mohameda Alija, ter se celo pojavil v eni izmed epizod, s čimer so izpolnili sanje več gledalcev. Čeprav se je oddaja morda zdela nedolžna, so kasnejše obtožbe in razkritja naredile vsako od teh epizod in srečanj še posebej vznemirjajoče. V celotnem obdobju trajanja oddaje se je Savile soočal z resnimi obtožbami glede neprimernega vedenja in zlorab, kar je sprožilo uradne preiskave. Toda kljub preiskavam, policija ni našla dovolj dokazov, da bi potrdila katerokoli od govoric. Prvo poročilo je prišlo leta 1955, vendar je bilo, ko so preiskovalci začeli raziskovati domnevni zločin, že prepozno.
V 60. in 70. letih naj bi se domnevna dejanja zlorabe dogajala v prostorih BBC-ja. Toda tudi tokrat je pomanjkanje dokazov preprečilo zaključek. V 80. letih naj bi še ena žrtev policiji povedala, da je bila napadena na parkirišču BBC-ja, vendar pa dosje o tem napadu ni bil najden. Leta 2011 je Savile umrl, kar je povzročilo velik porast obtožb žensk, ki so bodisi delale z njim ali pa so se nekoč pojavile v oddaji. Do leta 2012 je Scotland Yard preiskoval 120 sledi in kar 25 žrtev, obtožbe pa so segale čez 4 desetletja in vključevale trditve o zlorabah na nacionalni ravni. Meseci po začetku preiskave je Scotland Yard razširil preiskavo na 400 sledi in 300 žrtev, od katerih je 298 žensk. In to je bil osupljiv skok s prvotnih 25, ki je pretresel BBC in povzročil, da se je več zaposlenih umaknilo ali odstopilo iz podjetja, vključno z nekdanjim generalnim direktorjem Georgem Entwistlom. Sredi decembra 2012 je Scotland Yard poročal, da se je oglasilo 8 ljudi z informacijami o škandalu, pri čemer so bili mnogi med njimi neposredne žrtve Savilove zlorabe. Posamezniki, ki so nekoč z njim sodelovali v oddaji, so prav tako spregovorili in razkrili domnevne zlorabe, ki so se dogajale v ustanovi, ter kako je več ljudi, ki bi lahko kaj ukrenili, vedelo, kaj se dogaja, a so ostali tiho. Savile je bil ob koncu preiskave označen za pošast. Pošast, ki je uporabljala kraljevo družino, dobrodelnost in šarm kot ščite, da bi skrila temo, ki je prežala v njem. Ta ista tema zdaj visi nad vsako epizodo in intervjujem, ki sta potekala v oddaji Jimmyja Savila, Jim'll Fix It, nekoč topli pripovedi, ki je služila le kot vrata, skozi katera je dostopal do svojih žrtev. Številka 15. Kanye West, najbolj znan ameriški raper, je svoj producentski uspeh v 90. in zgodnjih 2000 spremenil v kariero slavnega solo izvajalca. Poleg tega, da je izvajalec, producent in modni oblikovalec, je tudi ena najbolj kontroverznih osebnosti svoje generacije, z javno podobo, ki je precej zasenčila njegovo glasbeno kariero. Rožen je bil Raju in Dondi West, fotografu in univerzitetni profesorici, vendar je Westa večinoma vzgajala njegova mati v četrti South Shore v Chicagu po ločitvi njegovih staršev. Kot otrok je zmagal na več talentih in obiskoval državno univerzo v Chicagu, vendar njegov študij ni trajal dolgo in po enem letu je opustil študij. Pokazal je izjemne sposobnosti kot producent in se podal na karierno pot. Prispeval je k albumu Jermaine Duprija Life in 1472 in potem se je preselil v New York in si ustvaril ime s sodelovanjem z Rockefeller Records. Bilo je maja 2018, ko je West obiskal TMZ za intervju v živo. Pogovor, ki ni bil le sam po sebi zaskrbljujoč, ampak je tudi napovedoval kasnejše nenavadno vedenje in kontroverze. Med tem intervjujem sta ga spremljala Harvey Levin in Charles Latibodier, ki sta ga oba spraševala o njegovih nedavnih objavah na družbenih omrežjih. V času pred intervjujem je West objavljal vse bolj nenavadne tvite, ki so povzročili močan negativen odziv javnosti in škodovali njegovi javni podobi. Ko se je prenos v živo nadaljeval, so se stvari samo še poslabšale. Potem, ko se je na kratko dotaknil svojih spornih objav na Twitterju, je West začel navajati nove trditve. Na neki točki je citiran, ko pravi: "Ko slišiš za suženjstvo 400 let, to je izbira." S čimer je namigoval, da so imeli žrtve suženjstva pri tem možnost odnočanja. V tem, kar bi lahko opisali kot živčni zlom, je West nadaljeval in trdil, da je družba v duševnem zaporu, ter celo naredil nekaj barbarskih primerjav med suženjstvom in drugo svetovno vojno. Po teh slabo sprejetih izjavah je novinar TMZ Van Lathan odgovoril Westu in dejal, da ga njegovo vedenje ni le šokiralo, ampak tudi razočaralo. Sledilo je verbalno soočenje med obema. Intervju živo na TMZ se je končal tako, da je raper pristopil k Lathanu in se mu opravičil, ker ga je prizadel. Vendar pa je Westovo šokantno vedenje postajalo vse bolj sporno in skrajno, pri čemer je bil ta intervju le uvod v vedenje, ki je še sledilo. Le nekaj mesecev kasneje je West pozval k razveljavitvi 13. amandmaja, ki je uradno odpravil suženjstvo. Leta 2020 so se nenavadni tviti nadaljevali, pri čemer je West podal nekaj nepotrebnih izjav o svoji družini, kar je Kim Kardashian pomagalo pri odločitvi za vložitev ločitve. Leta 2022 je javno objavil nekaj zasebnih sporočil med njim in Seanom Combsom, ter namigoval, da ga nadzorujejo judovske osebnosti. West se je pojavil v več drugih intervjujih, vključno z Infowars, kjer je izrazil podporo nemškemu diktatorju iz druge svetovne vojne, kar je sprožilo veliko polemik in povzročilo resne posledice zanj in za njegovo kariero.
Ne samo, da so mu začasno prepovedali dostop do Instagrama, ampak se je to v začetku letošnjega leta končalo z nečim veliko resnejšim. 7. aprila 2026 so sporna prepričanja in vedenja Kanyja Westa pritegnila pozornost britanske vlade. Zaradi njegovih skrajnih izjav mu je vlada prepovedala vstop v državo in izjavila, da njegova prisotnost ne bi bila v korist javnosti. Številka 14. Kljub temu, da prihaja iz družine uspešnih poslovnežev, se je Armie Hammer odločil za povsem drugačno karierno pot in postal televizijski ter filmski igralec. Je pravnuk Armanda Hammerga, naftenega mogotca in filantropa. Igralec je sprva zaslovel z vlogo v filmu Socialno omrežje, uspešnici, v kateri je upodobil resnična dvojčka Winklevoss. Hammer je nato zaigral v še bolj znanih filmih, med drugim v Ogledalu, Osamljenem jezdecu in Možu iz Uncle. Kasneje je prejel nominacijo za Zlati globus za svojo vlogo v filmu Pokliči me po svojem imenu. Čeprav je bila večina družine poslovnežev, je imel igralčev oče, Michael, v lasti televizijsko in produkcijsko podjetje v Los Angelesu, kar je Hammerja usmerilo v to smer. Med srednjo šolo se je odločil, da jo opusti, da bi sledil tej karieri, kar njegovi družini ni bilo všeč. Ko je staršem povedal za svojo odločitev, je dobil tak odgovor: opustil boš srednjo šolo? Nihče iz družine Hammer še nikoli ni opustil fakultete, ne da bi pridobil MBA ali doktorat. Leta 2020 se je Hammer pojavil v oddaji Late Show z Jamesom Cordenom skupaj z Amber Heard. Intervju je imel lahkoten, komičen ton, za katerega nihče ne bi pričakoval, da ga bodo kasneje gledali v bolj temačni luči. V tej epizodi Hammer na humoren način govori o svojem mohawku iz časa pandemije in svoji vlogi v Netflixovem filmu Rebecca. Omenil je tudi odpoved svoje broadwayske predstave The Minutes in priznal, da si nikoli ni ogledal svojega filma iz leta 2012, Mirror. Od tam se je intervju razvil naprej. Corden pa je omenil posamezne zvezdniške izkušnje z dogodki, povezanimi z ognjem. V Hammerjevem primeru je, ko je bil mlajši, prišel do recepta za izdelavo domačih dimnih bomb. Ob dveh ločenih priložnostih mu je ta ideja prinesla obisk gasilcev in enot SWAT. Corden je zaključil, da sta bila tako Hammer kot Heardova piromana. Hammer se je strinjal, da spada pod ta izraz, ki se uporablja za osebo z neobvladljivo željo po zažiganju, ki jo želi napetost ali olajšanje. Nepričakovano je to nepredvidljivo in skrajno vedenje, ki ga je priznal na televiziji, postalo temna napoved kasnejših dogodkov, zaradi katerih je bila ta epizoda oddaje The Late Show še posebej vznemirjajoča. Le 3 mesece kasneje bi Armie Hammer opazoval, kako se mu je celotna kariera sesula. Januarja 2021 so ga doletele šokantne obtožbe. Več žensk, med njimi Paige Lorenz in Courtney Vuskovic, je stopilo v javnost z resnimi obtožbami, da jih je Hammer zlorabljal. Te obtožbe so kasneje pripeljale do razkritja velikega škandala in začasne prekinitve igralčeve kariere. Po besedah žrtev jih je Hammer fizično in čustveno zlorabljal že pred več leti. Resnost obtožb je sprožila obsežno preiskavo, ki pa se je kmalu zaključila brez sojenja zaradi pomankanja dokazov v vsakem primeru. Škoda pa je bila že narejena. Zaradi obtožb so Hammerja odpustili iz njegove agencije za talente in ga je zapustil tudi osebni publicist. Prav tako je bil prisiljen odstopiti od več filmskih projektov. 2 leti kasneje je nepričakovano stopil v javnost, prekinil molk in priznal, da so nekatere trditve resnične. Namignil je, da je bil v zadnjem razmerju čustveno nasilen, vedenje, ki ga zdaj obžaluje. Ta priznanja so sprožila nove napetosti, usmerjene proti Hammerju, ki je šele začel svojo igralsko kariero, postavljati nazaj na pravo pot. Številka 13. Rođen kot Daystar Peterson, kanadski raper in pevec, je bolj znan po svojem umetniškem imenu Tory Lanez. Lanezova kariera se je pravzaprav začela že v otroštvu, ko je pokazal veliko zanimanja za rapanje, a kljub vsem tem letom vaje je moral čakati do leta 2009, da je končno doživel velik preboj. Tistega leta je izdal svoj debitantski mixtape TL2TO. Nekaj časa po izidu je pevec Sean Kingston videl video, na katerem Lanez rapa, in se odločil, da ga podpiše za založbo Time is Money Entertainment. Med letoma 2010 in 2011 je Lanez izdal serijo mixtapov prek založbe. Kmalu zatem pa je začel delovati samostojno in neodvisno izdajati svojo glasbo. Sredi leta 2015 je izdal svoj prvi single za debitantski album. Tistega leta je tudi razkril, da je podpisal pogodbo z Mad Love Records in sodeloval z raperjem A$AP Fergom. Septembra 2012 se je Lanez pojavil v podcastu Breakfast Club na intervjuju, kjer je promoviral svoj prihajajoči album Sorry for What.
Interview je potekal v večinoma pozitivnem tonu. Lanez pa je deloval samozavestno in mirno. Čeprav je bil intervju sproščen, se je raper namevno izogibal pogovorom o dogajanju in drami v njegovem življenju. Medtem ko se je dotaknil zanimanja javnosti za svojo linijo las, se šalil o njegovem urejanju, omenil težave s pevcem in tekstopiscem Augustom Alsino, ter imel kratek, napet trenutek s snemalcem. Lanez je popolnoma izogibal ali zmanjšal pomen kakršnihkoli vprašanj o domnevnem incidentu, ki se je zgodil 2 leti prej med njim in drugo zvezdo, zaradi katerega so potekali pravni spori. Zvezdnica, o kateri je bilo govora, je bila Megan Thee Stallion. Avgusta 2020 je podala nekaj presenetljivih obtožb. Megan je trdila, da sta se mesec prej ona in Lanez sprla na zabavi. Napetosti so narasle in raper je potegnil strelno orožje. Domnevno je orožje usmeril v njena stopala in ustrelil, medtem ko je vzklikal pleši. Megan je po incidentu prestala manjši operativni poseg, da so ji odstranili delce iz stopal. Prav tako naj bi lagala policiji in ustrajala, da je stopila na razbito steklo, a je resnico priznala šele mesec dni kasneje, kar je sprožilo obsežno preiskavo. Lanez je previdno odgovarjala na vprašanja in izjave v zvezi z incidentom, saj se ni popolnoma vpletla niti povsem zavrnila obtožb. Prav tako je vztrajal, da je njegov molk potreben, saj je preiskava še vedno v teku. Izogibanje je predstavljalo verjeten izgovor, kar mu je omogočilo, da je še naprej promoviral svojo glasbo. 4 mesece po predvajanju intervjuja se je raper pojavil pred poroto s 3 obtožbami za kaznivo dejanje. Te obtožbe so bile napad s polavtomatskim strelnim orožjem, posedovanje naloženega in neregistriranega strelnega orožja v vozilu, ter huda malomarnost pri streljanju z omenjenim orožjem. Ko je bil spoznan za krivega, so Laneza takoj odpeljali v zapor, kjer je čakal na izrek kazni. 8. avgusta 2023 je bil obsojen na 10 let zapora zaradi nasilnega kaznivega dejanja. Leta 2024 je bilo omenjeno pritožbo, vendar raper ostaja v zaporu. Številka 12. Za večinoma uspešno borzo s kriptovalutami FTX Trading Limited stoji Sam Bankman-Fried, ustanovitelj in nekdanji glavni izvršni direktor druge največje borze te vrste. Zaradi česar je Bankman postal vplivna osebnost na trgu digitalnih sredstev in predmet razprav v Kongresu Združenih držav Amerike. Rodil se je 2 profesorjema Univerze Stanford. Očetu, ki je bil pravni strokovnjak s specializacijo za davčno pravo, in materi, ki se je ukvarjala z moralno filozofijo in pravo. Obiskoval je Massachusetts Institute of Technology, kjer je študiral fiziko. Prav na MIT-ju je izvedel tudi za učinkoviti altruizem in koncept zaslužka za dobrodelnost, kjer ljudje, ki zaslužijo veliko denarja, darujejo, da pomagajo drugim. To ga je motiviralo, da se je odločil za kariero v financah. Bankman je eno največjih imen v svetu kriptovalut od ustanovitve FTX leta 2019. Septembra 2022 se je Bankman pojavil na Bloomberg Crypto, kjer je ponudil vpogled in analizo tržnih trendov. V intervjuju je izvršni direktor FTX vztrajal, da je njihova borza dobičkonosna in finančno stabilna. Pojasnil je tudi, da se širijo kljub upadu na kriptotrgu. Navedeno je bilo, da imajo na voljo več kot $1 milijardo sredstev in da se njegovo podjetje osredotoča na strategijo prevzemov. Bankman-Fried je govoril o dolgoročni zavezanosti FTX-ju in zagovarjal regulacijo kriptovalut. V oddaji Davida Rubensteina je ponovil svoj optimizem in osredotočenost na zaslužek za dobrodelnost. Teme, ki so se kasneje izkazale za protislovne. Novembra 2022 je izvršni direktor podjetja Binance, Changpeng Zhao, napovedal načrte za prodajo žetona FTX, FTT, kar je sprožilo množične dvige, ki jih FTX zaradi pomankanja sredstev ni mogel obdelati. Kmalu zatem je Binance odstopil od prevzema FTX, pri čemer so kot razlog navedli nepravilno ravnanje s sredstvi, kar je spodbudilo vladne preiskave. 10. novembra so oblasti napovedale preiskave FTX in Bankman-Frieda. Leto kasneje so FTX in več kot 130 povezanih podjetij razglasili stečaj, vključno z Alameda Research, kamor je Bankman prek FTX-a že prej tistega leta prenesel $4 milijarde. Ne da bi to razkril notranjim sodelavcem ali javnosti. Večji del $4 milijard je bil sestavljen iz sredstev strank, za katera je Bankman izjavil, da so bila namenjena pomoči Alamedi pri poravnavi njenih obveznosti. Te obveznosti pa so bile sestavljene iz tveganih, nelikvidnih stav, kot so nakupi nepremičnin, politične donacije in naložbe tveganega kapitala, zavarovane z žetonom FTT. Ta katastrofalen podvig se je izkazal za glavni primer goljufije.
Bakeman je nevede uporabil sredstva strank FTX za financiranje tveganih stav in stroškov svojega zasebne trgovalne družbe. To je storil tudi tako, da je spremenil računalniško kodo, ki je Alamedi omogočala neomejeno dvigovanje sredstev iz glavnega podjetja. Zadnja vrata, ki bi nič hudega sluteče stranke, oropana za milijarde. Naslednji mesec so bili policisti na pragu nekdanjega direktorja in se mu nadeli lisice. Bakeman se je soočil z obtožbami elektronske goljufije in zarote za elektronsko goljufijo, goljufije z vrednostnimi papirji in pranja denarja. Naslednje leto, januarja, se je pojavil na sodišču in se glede obtožb izrekel, da ni kriv. Na drugem sojenju so bila zoper njega vložene še 4 kazenske obtožbe, ki so se osredotočale na do 300 nezakonitih političnih donacij. Zvezna porota Združenih držav Amerike bi Bakemana spoznala za krivega v 7 točkah goljufije in pranja denarja. NATO je bil obsojen na 25 let zapora in mu je bilo naloženo, da plača več kot 11 milijard dolarjev iz naslova odvzema premoženja. Številka 11. William McFarland, bolj znan kot Billy McFarland, se je rodil leta 1991 v New Yorku in odraščal v predelu Short Hills v Millburnu, New Jersey. Ko je imel komaj 13 let, je ustvaril spletno podjetje, ki je prodajalo spletni prostor za strani za odrasle. Ko je končal srednjo šolo, je McFarland ustanovil še 2 podjetji. Obiskoval je univerzo Bucknell, vendar je kmalu zatem opustil študij, da bi zbral tvegan kapital za razvoj spletnega mesta za družabna omrežja, namenjenega deljenju glasbe in videoposnetkov. McFarland je nato ustanovil klub samo za povabljene, ki ga je poimenoval Magnesis, in je prek plačilne kartice ponujal vabila na ekskluzivne dogodke. Podjetnik, čeprav si je zagotovil sredstva prek Aubreyja McClendona, energetskega mogotca, se je Magnesisa naveličal in ustanovil Fire Media, ki naj bi olajšal rezervacijo umetnikov in zvezdnikov za ekskluzivne dogodke. Prav ta spletna stran je postala nepričakovano orodje za McFarlandov končni padec. Leta 2015, ko je bil Magnesis še vedno aktiven, so McFarlanda povabili na ugledno televizijsko postajo CNBC v oddajo z naslovom Črna kartica za milenice samo na povabilo. Mestni milenici, je začel McFarland, želijo vedeti, kje je trenutno najbolj vroče, kaj je v trendu in kdaj se lahko vključijo. Predlagal je, da bo Magnesis rešil ta problem. 24-letnega ustanovitelja je navdihnila izjemno ekskluzivna kartica American Express Centurion Black Card. In ko je ugotovil, kako delati magnetni trak na kovinsko kartico, je bil ustanovljen Magnesis. McFarland je za CNBC povedal, da Magnesis v bistvu omogoča prenos podatkov z kreditne kartice na črno kartico, kar ji omogoča, da deluje kot običajna plačilna kartica ali kot ekskluzivna kartica za izbrane ljudi. Magnesis, je pojasnil, uporablja tudi mobilno aplikacijo za osebnega pomočnika, ki članom omogoča dostop ne le do ekskluzivnih dogodkov, ampak tudi do popustov. McFarland v tem intervjuju za CNBC pove, da ima njegov izdelek vsaj 10,000 članov v New Yorku in Washingtonu DC. Članstva so možne samo na priporočilo, prijavitelji pa morajo opraviti postopek preverjanja. Letna članarina znaša $250. Razpravljali so tudi o pomislekih glede tega izdelka. Alicia Sired, članica New York Angels, je izrazila zaskrbljenost zaradi pravnih tveganj v zvezi s storitvami kreditnih kartic in Magnesisom. Toda McFarland je vztrajal, da njegovo podjetje nima enakih tveganj kot podjetje za kreditne kartice in dejal, citiram, vse transakcije potekajo prek banke in kreditnih kartic, ki jih naši člani že imajo. Mi smo samo blagovna znamka in omrežje, ki deluje povrh vsega tega. Nedvomno je bil McFarland med intervjujem optimističen glede svojega podjetja. Zdel se je navdušen nad svojim uspehom in podjetniškim svetom. Eno leto kasneje bi poslovnež na svoj seznam lastnih podjetij dodal Fire Media. Fire Media je aplikacija zasnovana za angažiranje glasbenih izvajalcev za zasebne dogodke, kot je bil Fire Festival leta 2017, ki je bil namenjen promociji obeh podjetij. Toda dogodek se je končal v katastrofi in razkril skrito resnico, ki je nihče ne bi pričakoval. Fire Festival so promovirali vplivneži na družbenih omrežjih in naj bi potekal na enem od bahamskih otokov. McFarland je uporabil svoji 2 podjetji za prodajo dragih vstopnic s obljubami luksuznih vil in gurmanske hrane. Ko pa so ljudje prispeli na festival, so obtičali v šatorih za pomoč ob nesrečah in jedli niso nič drugega kot sendviče. Gostje so za udeležbo plačali tudi do $200,000. Po katastrofalnem dogodku so udeleženci zahtevali pravico, kar je spodbudilo obsežno preiskavo McFarlanda in morebitnih nezakonitih dejavnosti.
Do maja tistega leta je bil Fire Festival v središču kazenske preiskave, pri čemer so bile glavne teme poštna, varnostna in goljufija prek elektronskih komunikacij. Kljub tekočim pravnim postopkom je McFarland ustrajal, da se bo Fire vrnil naslednje leto. Toda ni dobil priložnosti, da bi organiziral še en Fire Festival, saj so ga junija 2017 zvezni agenti aretirali v njegovem stanovanju na Manhattanu. Nato je bil obtožen goljufanja vlagateljev, torej namernega zavajanja ali posredovanja lažnih informacij. In zavajajoče sheme se uporabljajo za to, da nič hudega sluteče žrtve pretentajo in jih pripravijo, da izročijo velike vsote denarja. Dejanje, ki ga je bistveno olajšala Magnesis in Fire Medjajeva Fireband, zapestnica z RFID tehnologijo, ki je služila kot brezgotovinski plačilni sistem. Leta 2018 je McFarland priznal krivdo za elektronsko goljufijo in za dodatne obtožbe, ki so izhajale iz ločene sheme. Obsojen je bil na 6 let zveznega zapora, odslužil pa je le 4. Interview za CNBC, v katerem je poslovnež izkazoval optimizem, danes gledajo v precej bolj temni luči. Njegovo strojanje, da je Magnus reševalec problemov za milenice, danes veni kot dvolična izjava, ki očarljivo, samozavestno podobo zamenja s prebrisano pokvarjenostjo. Številka 10. Julija 2007 se je za Brazilce začelo obdobje terorja in strahu. Nekaj dni prej so stotine ljudi korakale po ulicah in praznovale mesec ponosa LGBTQ+, ko se je zgodilo nepredstavljivo. Še danes brazilska policija obupano poskuša izslediti serijskega morilca, znanega kot mavrični manijak. 4. julija je 32-letni Jose Enrique vstopil v park Petropolis, ne da bi vedel, da ga nikoli več ne bo zapustil živ. Park Petropolis, ki se nahaja v Braziliji, je dobro znano zbirališče za geje, še posebej za tiste, ki svojo spolno usmerjenost skrivajo. V parku je bilo mogoče videti desetine moških, ki so prihajali in odhajali zaradi srečanj ali druženja drug z drugim. Nekega popoldneva so ljudje sprehajali skozi park, ko so naleteli na truplo 32-letnega Joseja. Utrpel je več ran na glavi in bil je gol. Storilec mu je tudi ovil hlače okoli kolen, da bi ga dodatno ponižal. Prebivalce je bilo strah, ko je smrt Jožeta prišla na naslovnice. Moški, ki so se srečevali za priložnost na srečanja, so začeli hoditi v parih in so bili še posebej previdni. A žal to bilo dovolj, da bi jih rešilo pred mavričnim manijakom. 2 leti je brazilska LGBTQ skupnost postala tarča, mesto pa je zajel strah. Skupaj je mavrični manijak vzel življenje 13 moškim, od katerih jih je 12 prejelo strel v glavo. Način delovanja je ostal enak, večino žrtev pa so našli v parku Petros. Ustanovili so posebno skupino in desetine policistov je na primeru delalo dan in noč. Med preiskavo so domnevali, da je mavrični manijak morda spoznal svoje žrtve prek spletnih klepetalnic in aplikacij za zmenke. Kljub intenzivni preiskavi so odkrili le enega možnega osumljenca, Hira Francisca Franca, nekdanjega policista. Do danes niso odkrili nobenih dokazov, ki bi tega moškega dokončno povezali s serijo zločinov. Na žalost, homofobno nasilje v Braziliji ni redkost, zato preiskovalci iščejo nekoga, ki globoko sovraži LGBTQ skupnost. V zvezi z umori ni bil nikoli nihče aretiran. Mavrični manijak pa je še vedno na prostosti in se lahko prosto sprehaja po ulicah Brazilije. V letih po prvem zločinu je preiskava skoraj zastala zaradi pomanjkanja dokazov in sledi. Vsakdo, ki ima kakršnekoli informacije, naj pokliče vojaško policijo Zvezne države São Paulo na številko 11 4 2 0 7 1 9 1 6. Številka 9. Avtocesta Sols se nanaša na avtocesto 16, 725 km dolgo cesto, ki se razteza od Prince Georgea do Prince Ruperta v Britanski Kolumbiji v Kanadi. Čeprav je cesta obdana z naravnimi lepotami, avtocesta skriva temno skrivnost. Od 70 let prejšnjega stoletja je na tej cesti izginilo ali izgubilo življenje več 10 žensk, večinoma staroselk. Ker je bila večina žrtev staroselk, so RCMP, lokalna policija in vladne agencije temu, kar se je dogajalo pred njihovimi očmi, namenile zelo malo pozornosti. Družine žrtev so potrebovali desetletja, da so njihove primere začeli jemati resno in jim zagotovili preiskavo ter pravico, ki si jo zaslužijo. Različni viri navajajo različne statistike, vendar naj bi najmanj 20 ali več žensk izginilo ali izgubilo življenje ob avtocesti Sols, čeprav bi lahko dejansko število bilo v stotinah. Avtocesta poteka skozi številne domorodne skupnosti, ki imajo zelo malo ali sploh nimajo dostopa do osnovnih storitev. Stopnja revščine je visoka, kar mnoge ženske prisili, da štopajo, da bi prišle do šole, službe ali celo k zdravniku. 22-letna Tamara Lynn Shipman je ena izmed številnih žensk, ki so izginile ob avtocesti Sols. Tamaro so nazadnje videli,
21. septembra 2005 v mestu Prince Rupert na avtocesti 16, ko je poskušala štopati do mesta Terrace. Več prič je videlo Tamaro, kako stoji ob cesti, vendar nihče ni videl, s kom je odšla. Nekaj tednov kasneje je njena družina ugotovila, da je nekaj narobe, ko njenega bančnega računa nihče ni uporabljal in je imela neplačano najemnino. Njena družina je njeno izginotje prijavila lokalni policiji in kraljevi kanadski konjeniški policiji. A že od začetka je bil njihov odnos do Tamare in njenega primera razočarajoč. Tamara je v preteklosti štopala in se ukvarjala z ulično prostitucijo, čeprav tega že kar nekaj časa ni počela. Tisk in spletna javnost so jo takoj očrnili in niso pokazali veliko sočutja do pogrešane štoparke. Izvedenih je bilo več iskalnih akcij za Tamaro, vendar o njej ni bilo nikoli najdenih nobenih sledi. Krajevni prebivalci verjamejo, da so za ta izginotja in zločine odgovorni serijski morilec ali celo več serijskih morilcev, ki so izkoristili odmaknjeno lokacijo in druge dejavnike. RCMP je leta 2005 ustanovil projekt IPANA, da bi podrobneje raziskali te primere, vendar do zdaj še ni bilo nobenih aretacij. Project E. Pana ter starosenski aktivisti in družine žrtev še naprej iščejo svoje ljubljene in zahtevajo, da se odgovorni privedejo pred roko pravice. Številka 8. 1. April 1992 se je začel kot vsak drug dan za 26-letnega Robina Foldhowerja. Robin je delal v trgovini s čevlji Payless v Indianapolisu v Indiani in bil poklican na delo, potem ko je eden od njegovih sodelavcev zbolel. Robin si je nadel uniformo in se odpravil v trgovino, da bi pokril popoldansko izmeno. Medtem ko je Robin delal, je v trgovino vstopil neznan moški. Sprva je Robin mislil, da je kupec, a ko se je približal, je opazil, da nekaj drži v roki. V trenutku je bilo Robinovo življenje ugasnjeno in skrivnostni moški je zapustil trgovino. Robinovo truplo so odkrili nekaj ur kasneje in policija iz Indianapolisa je pohitela s preiskavo. Nekaj dni kasneje, 11. aprila 1992, sta se 23-letna Patricia Smith in 32-letna Patricia Majors soočili z istim nenavadnim moškim v poročni trgovini, ki sta jo imeli v Wichita v Kansasu. Več podobnih zločinov se je začelo pojavljati v Kansasu, Missouriju in Indiani. Način delovanja storilca je bil vedno enak. Našel je trgovino, kjer je ženska, pogosto sama, delala in v bližini ni bilo strank. Srhljivo je, da napadalec svojim žrtvam ni izrekel niti besede. Ko so odjeknili streli, je mirno odšel, ne da bi koga opozoril. Preiskovalci so hitro ugotovili, da so se vsi ti zločini zgodili na območjih tik ob avtocesti I-70. Takrat so domnevali, da morilec preži ob avtocesti I-70 in išče žrtve. To je privedlo do tega, da je dobil vzdevek morilec z avtoceste I-70, ki ga nosi še danes. 40-letni Michael McCown je bil edina moška žrtev morilca z avtoceste I-70. Napaden pa je bil na svojem delovnem mestu v Indiani. Policisti verjamejo, da je serijski morilec z avtoceste I-70 Michaela zamenjal za žensko od zadaj zaradi njegovih dolgih las. Vsaj 6 zločinov je bilo povezanih z izmuzljivim morilcem z avtoceste I-70. Vendar mnogi preiskovalci verjamejo, da je svojim pohodom nadaljeval tudi po letu 1992. Avtocesta S-70 poteka skozi Utah, Colorado, Kansas, Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, Zahodno Virginijo, Maryland in Pennsylvania. Kar pomeni, da ima morda žrtve v vseh teh zveznih državah. Policijske sile po vseh zveznih državah so vložile izjemne napore, da bi prijele morilca z avtoceste I-70, vendar so bili njihovi poskusi doslej neuspešni. Vsakdo, ki ima kakršnekoli informacije, naj pokliče policijsko postajo St. Charles na številko 636 949 3300. Številka 7. V začetku leta 2019 so oblasti izvedele za serijskega morilca, ki se je imenoval Hercules. 1. februarja 2019 so se prebivalci Dake v Bangladešu prebujali in pripravljali na začetek dneva, ko je bilo odkrito nekaj grozljivega. Mimoidoči so na odpadu našli truplo moškega, ki so ga identificirali le kot Rakib. Okoli njegovega vratu so preiskovalci našli znak s napisom: "To je kazen za napad. Napadalci, pazite se, Herkules." Napad, o katerem je govora, se je zgodil 14. januarja 2019. Ko je neimenovana žrtev šla k svoji babici domov. Po poročilih sta ju pričakala v zasedi in napadla 2 moška. Rakib je bil glavni osumljenec v tem primeru, policija pa je počasi gradila primer proti njemu. Nekaj dni kasneje so v zapuščenem območju blizu modernega mesta Amin našli truplo moškega, identificiranega le kot Ripon. Tako kot Rakib je bil tudi Ripon glavni osumljenec v tem primeru. 18-letnega dekleta, katere truplo so našli na obrobju Savarja.
Tudi Ripon je imel okoli vratu podoben listek in preiskovalcem je bilo jasno, da Herkules kmalu ne bo odnehal. Skupno so 3 dogodke povezali z izmuzljivim Herkulesom. Vsi 3 moški pa so bili osumljenci ali iskani v povezavi z napadi in hudimi kaznivimi dejanji. Nekateri v skupnosti so domnevali, je Herkules v resnici skupina moških, morda celo policistov. Izčrpna preiskava je bila izvedena, vendar policija do leta 2023 še vedno ni nič bližje prijetju Herkulesa. Številka 6. Femicide je vse večja epidemija, ki pesti Mehiko. Policija verjame, da se za temi zločini skriva serijski morilec, ki preži v senci. Po vladnih statističnih podatkih je od leta 1993 v Juarezu v Mehiki življenje izgubilo več kot 500 žensk. Telesa teh žensk pogosto najdejo na odročnih območjih puščave in kažejo enake poškodbe ter vzorce. Policija je sestavila več delovnih skupin in izvedla različne operacije, vendar se epidemija nadaljuje. 19-letna Luz Flores je le ena izmed 100 žensk, ki so doživele nasilje v Juarezu v Mehiki. 4. avgusta 2008 je Luz zapustila svoj dom in se odpravila v središče Juareza. Po besedah njene matere, Luz del Carmen, se je odpravila v trgovino z oblačili Maxi, da bi oddala prošnjo za zaposlitev. Njena mati in sestra sta pričakovali, da se bo vrnila, vendar se Luz nikoli ni vrnila domov. Kasneje tistega večera so jo prijavili kot pogrešano in začelo se je iskanje. Njena mati in sestra sta izvedli več lastnih iskanj, vendar o njej ni bilo nikoli nobene sledi. Podobno je 18-letna Deboni Bazaluda izginila 9. aprila 2022, potem ko se je udeležila zabave v Juarezu. Nekaj dni kasneje so njeno truplo našli v vodnem rezervoarju motela Nueva Castilla. Posnetki varnostnih kamer so pokazali, da je Deboni vstopila v motel okoli 4:30 zjutraj tistega dne. Tek preden je vstopila v hotel, je bila z voznikom taksija, ki je do nje se ji nezaželeno vsiljeval in jo je zapustil na cesti blizu motela. Po navedbah uradnikov je utrpela poškodbe glave, vendar so verjeli, da bila njena smrt morda nesreča. Primera Deboni in Luz sta le 2 izmed 100 v Juarezu v Mehiki. Družinam teh žensk povedo, da še 48 do 72 ur ne morejo vložiti prijave o pogrešani osebi. Do takrat pa so ključni dokazi že izgubljeni. Strokovnjaki ne dvomijo, da serijski morilec ali več njih preži na ulicah Juareza. Številka 5. Obstaja zaskrbljujoče število primerov, ko zdravstveni delavci namenoma vzamejo življenje ljudem, za katere skrbijo. Veliko teh primerov vključuje ljudi, ki verjamejo, da svojim žrtvam pomagajo ob koncu njihovega življenja. To ni veljalo za Victorina Chua. Chua je bil obsojen, ker je 2 svojima pacientoma vzel življenje tako, da ju je zastrupil z inzulinom. A nešteto drugih je bilo prav tako zastrupljenih in vsaj 3 so umrli potem, ko so prejeli zdravilo, s katerim je bilo manipulirano. Zločini so se zgodili v bolnišnici Stepping Hill v letih 2011 in 2012. Chua je bil filipinski medicinski brat, ki se je leta 2002 preselil v Združeno kraljestvo. Skozi svojo kariero, tako na Filipinih kot v Združenem kraljestvu, je imel težave s krajo. Veliko tatvin je bilo povezanih z denarjem, kradel pa je tudi zdravila. To ga ni ustavilo pri pridobivanju priporočil in leta 2009 je dobil službo v bolnišnici Stockport. Chua se v bolnišnici ni dobro vklopil. Bile so obtožbe proti pacientom, da jim je nudil nepotrebno zdravljenje. Osebje je prav tako ugotovilo težave z njegovimi medosebnimi veščinami. Chua je trdil, da so ga pacienti in osebje slabo obravnavali in je v zmedenem pismu zapisal, da je ravnanje z njim povzročilo, da je angel postal zloben. Leta 2011 je začel posegati v vrečke s fiziološko raztopino, ki so jih izdajali pacientom. Chua je v vrečke dodal veliko količino inzulina. Čeprav je inzulin pomemben za vse ljudi, lahko prevelika količina povzroči nizek nivo glukoze in pri pacientih povzroči hipoglikemijo. To stanje lahko povzroči poškodbe možganov in centralnega živčnega sistema. Lahko povzroči tudi nepopravljivo škodo in stane življenja. Sprva ni bilo jasno, kaj se je zgodilo, vendar je medicinsko osebje na to opazilo, da so se nekatere vrečke s fiziološko raztopino začele peniti. Sabotaža je bila odkrita, vendar ugotoviti, kdo je bil odgovoren, ne bi bilo tako enostavno. Julija 2011 je bila aretirana medicinska sestra po imenu Rebecca Lighton. Njeni prstni odtisi so bili najdeni na kontaminiranih vrečkah. Policija pa je našla objave na Facebooku, kjer je trdila, da pije alkohol in se zabava, da bi se spopadla s stresom pri svojem delu. Po 6 tednih je policija opustila primer proti Rebeki. Šele potem, ko je Chua spremenil svoje metode, so ga končno ujeli. Očitno mu ni bilo več dovolj, da bi prepustil naključju, ali bo njegova strupena snov uporabljena.
Zato je urejal medicinske kartoteke in za paciente naročal nepotrebno zdravila. Lažje ga je bilo povezati s temi spremembami in policija je ugotovila, da je imel dostop do vrečk s fiziološko raztopino ob vsaki zastrupitvi. Izrekel se je za nedolžnega, vendar so ga spoznali za krivega, da je vzel življenje 2 pacientoma in povzročil škodo neštetim drugim. Številka 4. Prijatelji in sosedje Irine Gajdamačuk so jo poznali kot ljubečo mater, ki je pomagala na hčerini šoli. Njen mož je vedel, da ima težave z alkoholom, vendar si ni nikoli predstavljal, kako daleč bo šla, da bi prišla do pijače. Gajdamačukova se je rodila v Sovjetski zvezi in je kasneje spoznala ter se poročila s svojim možem Jurijem. Sprva se je zdelo vse v redu, vendar je imela Gajdamačukova že težave z alkoholom. Postalo je tako hudo, da ji je Jurij odvzel dostop do njunega denarja. Vse ga je skrbelo, da bi ga vsega zapravila za vodko. Kljub temu je še naprej našla načine, kako priti do alkohola, hkrati pa je ohranjala podobo običajne matere. Hkrati so v 2000-ih starejše ženske na tem območju živele v strahu. Zločini so se začeli junija 2002. Starejšo žensko so našli v njenem domu s hudimi ranami na glavi. Videti je bilo, kot da je bila udarjena s kladivom. Iz njene torbice je bil ukraden denar, vendar ga je bilo manj kot $25. V naslednjih 8 letih bo še 17 žensk postalo žrtev tega grozljivega zločinca. Sprva je policija verjela, da iščejo moškega. Zdelo se je, da je to edina možnost, saj so bili zločini tako nasilni. A to se je izkazalo za neresnično, ko je ena žrtev pobegnila tako imenovani pošasti Rusije. Starejšo žensko so našli na tleh njenega stanovanja z resno poškodbo glave. Njeno stanovanje je bilo prebrskano, vendar je bilo odvzetega le malo denarja. Medtem ko je bila v bolnišnici, je policiji povedala, da jo je napadla ženska. Sprva je policija verjela, da je duševno nestabilna in da je bil to preprosto moški v obleki. Vendar je žrtev vztrajala pri svoji zgodbi in na koncu so ji verjeli. Policija je zdaj iskala žensko. Na tisoče ljudi so zaslišali in aretirali žensko po imenu Marina Valiva. Marina je pod pritiskom policije priznala zločine, vendar so se napadi nadaljevali. Šele potem, ko je 17. ženska izgubila življenje zaradi serijskega morilca, je policija odkrila pravega krivca. Zadnja žrtev je bila 81-letna ženska po imenu Aleksandra. Sosedje so si dobro ogledali žensko, ki je prišla okrasiti Aleksandrin stanovanje in so policiji dali opis, ko so odkrili Aleksandrino truplo. 5 dni potem, ko je bila izdana policijska skica, so Gajdamačukovo identificirali kot storilko. Sprva je priznala in policiji povedala, da je žrtvam vzela življenje, da bi imela denar za alkohol. Na sodišču je poskušala zanikati svoja kazniva dejanja, vendar so jo vseeno spoznali za krivo. Obsojena je bila na samo 20 let zapora. Številka 3. Leta 2010 je niz ropov zahteval življenja 4 ljudi. Šele potem, ko je storilec poskušal uporabiti bančno kartico svoje zadnje žrtve, so ga ujeli. John Wesley Jewell je že imel dolgo kazensko evidenco, ko so ga leta 2010 aretirali zaradi kraje v trgovini. Zločini so segali od oboroženega ropa do vloma in ponarejanja čekov. Njegovo zadnje kaznivo dejanje je bilo zamenjava cenovk na izdelkih v trgovini Home Depot. Ker živi v Kaliforniji, bi lahko Jule po prvih 2 obsodbah za kazniva dejanja po pravilu 3 udarcev prejel dosmrtno kazen. V Los Angelesu pa je pravilo začelo veljati le, če je bilo 3. kaznivo dejanje nasilno. Jule je bil pomemben nasprotnik pravila 3 udarcev in se je pojavil v televizijski oddaji, kjer je o tem razpravljal. Jule je za svoje kaznivo dejanje v Home Depotu prejel 32-mesečno kazen. Vendar je bila odložena, da bi lahko opravil vnaprej načrtovano operacijo. Jule se je odločil ta čas izkoristiti za storitev še več nasilnih kaznivih dejanj. Njegova prva žrtev je bila 80-letna Hannah Morcos. Po vlomu v dom družine Morcos je Jule naletel na Hannah. Namesto da bi pobegnil, je Jule nasilno napadel starejšega moškega in povzročil srčni napad. Hannino truplo je naslednji dan našla njegova družina. Nekaj tednov kasneje je Jule vzel življenje svoji drugi žrtvi, Denise Roberts, ki je živela na isti ulici kot Jule. Očitno pa ni imel nobenih težav s tem, da bi zločine izvajal blizu doma. Zvezal je 53-letno žensko in ji vzel življenje, preden je prebrskal njen dom. Samo 9 dni kasneje sta bila napadena Limon in Robin Turnigi. Jule se je izdajal za delavca komunalnega podjetja, da bi vstopil v njun dom, preden je napadel par. Tudi ona dva sta bila zvezana, preden jima je Jule vzel življenje. Žal so njuni trupli odkrili šele po nekaj dneh, potem ko so zaskrbljeni družinski člani policijo prosili za preverjanje njunega počutja. Policiste, ki so preiskovali zločin, je presenetilo, ko je bila Robinina kartica uporabljena na bankomatu. Kamera na bankomatu je posnela jasen posnetek storilca, osebe, ki jo je policija zelo dobro poznala.
Po aretaciji Jula so odkrili, da je prodal predmete iz ropov v zastavljalnicah, kar je še dodatno potrdilo njegovo povezanost z obema prejšnjima ropoma. Za zločine je ni oporekal obtožbam in preostanek življenja bo preživel za zapahi. Številka 2. Jeffrey Myatt je zlovišč zločinec, ki si je prislužil vzdevek Razparač iz Rhode Islanda. Med letoma 2002 in 2003 je vzel življenja 3 ženskam in napadel še 2, ki sta komaj ušli živi. Prva žrtev je bila ženska po imenu Audrey Harris. Audrey, tako kot vse žrtve Razparača, je bila ulična delavka. Tako kot druge žrtve pa ni bila oseba, ki bi jo kdo pogrešal. 9. februarja 2003 se je poslovila od svoje matere in ji povedala, da jo bo obiskala kasneje tisti dan. Obisk se ni nikoli zgodil in Audrina mati jo je prijavila kot pogrešano. Policija je očitno primer vzela resno. Prišlo je do napada na drugo žensko iz istega poklica po imenu Jane Smith. In policija je sumila, da je bila Audrey morda žrtev istega napadalca. Nato je moški napadel še eno žensko, ki je preživela, Christine Dumont. Moškega so identificirali kot Timothya Scanlona. Toda preden bi Scanlon lahko šel na sojenje, je tudi Christine maja 2004 izginila. Scanlon je bil kasneje spoznan za krivega napada na Smitha, vendar je bil oproščen kakršnekoli vpletenosti v izginotje obeh žensk. Julija 2004 je izginila še tretja ženska iz istega poklica. Stacey Goulet je njen fant prijavil kot pogrešano. Policija je poskušala uporabiti policistko podkrinko, da bi zvabila zločinca, vendar Razparač ni zagrabil vabe. Šele po skrivnostnem, anonimnem klicu se je primer začel razpletati. Kličatelj je bil moški, ki jim je rekel, naj govorijo z Jocelyn Martin. Jocelyn je policiji povedala, da jo je napadel eden od njenih strank. Odpenjal jo je k sebi domov, nato pa jo je napadel od zadaj. Uprla se mu je in je uspelo pobegniti. Glede na svojo kariero ni šla na policijo, zdaj pa jim je dala vse podrobnosti, ki so jih potrebovali, da so ugotovili naslov Razparača. Policija je izvedela tudi, da je bila na tem naslovu napadena še ena ženska, ki je preživela. Moški, ki je tam živel, je bil Jeffrey Myatt. Sprva je zanikal kakršnokoli vpletenost, vendar je preiskava njegovega doma razkrila zaskrbljujoč prizor v njegovi kopalnici. Tukaj se je ukvarjal s trupli. Myatt je priznal, da je ubil Audrey, Christine in Stacey. Z njihovimi posmrtnimi ostanki se je ukvarjal v kadi, jih dal v vreče za smeti in jih odvrgel v zabojnike za smeti pri poslovnih objektih. Iskanje na odlagališču je razkrilo ostanke Stacey, vendar drugih 3 žrtev niso nikoli našli. Številka 1. Julija 1993 je londonska policija objavila posnetek z varnostne kamere žrtve domnevnega serijskega morilca in neidentificiranega moškega, za katerega so verjeli, da je storilec. Ta dokaz je bil tisti, ki je končno pripeljal do padca Colina Irelanda. Zločini so se začeli marca tistega leta. Peter Walker je bil uspešen režiser koreografije v West Endu. Bil je tudi homoseksualec in je obiskoval klub Colburn v Earls Courtu. Ta pub je bil priljubljen med homoseksualnimi moškimi, ki so nosili raznobarvne robčke, da bi pokazali, kaj jim je všeč. Do Volkerja je pristopil moški, ki ga je povabil k sebi domov. Petrovo telo so našli po njegovo odejo. Kasneje je storilec poklical nacionalni časopis, da bi si pripisal zločin, vendar je izrazil obžalovanje, ker je pustil Petrovo psa ujetega v stanovanju. Klic je bil prvi od mnogih, ki jih je naredil Colin Ireland. Ireland je bil 39-letni, 2-krat ločenec, ki je bil takrat brezposeln. Prejšnje leto je ugotovil, da je nepomembnež in za novoletno zaobljubo se je odločil, da bo to spremenil, tako, da bo postal serijski morilec. Po besedah ene od njegovih bivših žena, je sovražil homoseksualne moške in jih videl kot lahke žrtve. Posebej je ciljal na moške, ki bi se upirali, da bi jih zvezal. Po Petru je bila naslednja Irelandova žrtev. Christopher Dunn, knjižničar in še en obiskovalec kluba Coleraine. Zločin je bil še bolj vznemirjajoč in znova je Ireland stopil v stik s tiskom in policijo, da bi jih izzival glede svojega zločina. Ameriški poslovnež po imenu Perry Bradley in oskrbnik doma za ostarele po imenu Andrej Collier bi prav tako postala žrtvi. Njuna smrti bi ločilo manj kot en teden. Šele po 4. zločinu je policiji uspelo prepoznati vzorce. Poleg metode pri vsakem zločinu je policija kot njihovo zadnje znano lokacijo prepoznala klub Coleraine. Odnosi med britansko policijo in homoseksualno skupnostjo v tistem času niso bili najboljši, kar je morda razlog, da so bile določene podobnosti spregledane. A vendar je policija končno ukrepala in opozorila homoseksualno skupnost. Tako da je na paradah ponosa delila letake, da bi poskušala pridobiti več informacij. Dodatno jih je spodbudil še en klic Irelanda, ki je dejal, da bo napadal enkrat na teden, če ga ne ujamejo.
Irelandova zadnja žrtev je bila odkrita 15. junija, čeprav se je zločin zgodil 3 dni prej. Emmanuel Spiteri je bil šef, ki so ga nazadnje videli v klubu Coleraine 12. junija. Odhajal je z moškim, ki so ga opisali kot osebo s polnim obrazom, kratkimi temnimi lasmi in razbarvanimi zobmi. Policija je nato našla posnetek varnostne kamere, na katerem sta Emmanuel in njihov osumljenec na postaji podzemne železnice. Ireland se je oglasil in se identificiral kot moški na fotografiji, vendar je povedal, da je šel z Emmanuelom v njegovo stanovanje, nato pa ga tam pustil z drugim moškim. Vendar je policija našla Irelandove prstne odtise v domu Andrewa Colliera. Na koncu je priznal svoja kazniva dejanja in policiji povedal, da si želi postati slaven. Dobil je 5 dosmrtnih zapornih kazni in preostanek življenja preživel za rešetkami. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Prav tako ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.